Spremembe so občutne in poznajo se na vseh sferah oblasti. Pred tednom dni se je zgodilo tole. Ne, rekli boste glumi, da joče, ampak vam povem, 20% sous je pa res bilo. Ker je bil udarec. Mal slovenskim politikom je na položajih uspelo stati dlje kot meni v tem studiu. Okay? Da smo si nejasni. In ker je Pahor odšel, sem zdaj z 8 leti neprekinjenega vodenja na vrhu lestvice. Prosim za en aplavz. To pa malkrat zahtevam en aplavz zase. Wow. Smo se pa v zadnjem letu njegovega mandata poglovili v vprašanje, kaj je predsednik dejansko delal. Mislim, razen takrat, ko je tekel okrog, supil v obleki, podpiral ograje in tako naprej. In menda so ena njegovih najodmevnejših akcij tečaj bontona za kolege iz nekdanjih jugoslovanskih republik. Šokirani boste. Da smo govorili odkrito, vendar, kot sem rekel, konstruktivno, vljudno, spoštujoč stališča drugih. Ali ovo je bio jedan dobar exercise, ali ne šala, neobična vježba, dijaloga. Danas smo više želeli da čujemo jedni druge, razgovarali smo civilizovanim, pristojnim, normalnim tonom, mnogo više nego što je to bio slučaj prošle godine. Ja, ni čudno, da so ob slovesu vsi izpostavljali njegove zunanje politične uspehe, ker po navadi, če postavimo skupaj Srba, Hrvata pa Albanca, dobimo čisto pravo vojno. Ne pa delavnice o kulturnem dialogu. Kakorkoli, bivši predsednik je poleg Balkancev poenotil tudi številne Slovence, ki so množično obiskovali njegove dneve odprtih vrat. Predvsem najmlajši. Narisali smo vam nekaj risbic za vaš otroški kotiček. Bili ste odličen predsednik Slovenije. Želimo vam veliko lepih trenutkov na novi poti. Srečno in hvala za vse. Joj, hvala, si tako zelo prijatno. In tako smo čist povsem naključno izvedeli, da je imel Pahor v palači tudi otroški kotiček. Še danes pa ne vem, ali so bili v njem plišasti medvedki ali miške male. Sem pa povsem prepričan, da je nova predsednica oboje, oziroma karkoli že bilo, temeljito spucala. Smo pa na dnevih odprtih vrat izvedeli še eno Pahorjevo skrivnost. To zdaj ne bova. A nam lahko zaupaš, kaj si vprašal predsednika? Državna skrivnost. Državna skrivnost, nam lahko saj namigneš? Povezano je s slovensko obalo. Vprašal pa je, če imam kaj konjaka v pisarni. Wow. Kakorkoli že, upam, da konjaka ni skrival v otroškem kotičku. Nisem sicer prepričan, kako alkohol vpliva na plišaste igrače, dobro pa vem, kaj se lahko zgodi z miškimi mali. Ga je pa mladina soočila tudi z bolj eksistencialističnimi vprašanji od konjaka. Imate kakšno vprašanje za Luketa ali mene? To se tudi jaz sprašujem. To je res problem za človeka, ki je bil že na vseh najvišjih funkcijah v državi. Isto je na televiziji. Enostavno zmanjka oddaj, ki bi jih lahko vodil. Ravno zato sem zavrnil možnost, da bi letos vodil tudi Exatlon in Uro moči. Nekaj si mora človek pustiti za prihodnost. Če ne, tudi jaz čez eno leto v parlamentu. Dajte no. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.